Rumeno je rumeno in se na svojem mestu je. Le življenje je lepše s tabo nje. Torej, zdaj smo v hiši Nožev pri Suliju. Hvala, da si nas gostil. Kako je sploh nastala ta hiša Nožev? Kako je prišlo do tega? Jaz sem na primer 14 leta se že zanimal za nože, od takrat tudi brusem nože. Na to idejo sem prišel, ko sem si mogel začeti sam kuhati v srednji šoli, ker pač smo imeli turnus in takrat, ko sem imel popoldne šolo, mi mami ni mogla skuhati in sem se začel sam kuhati. In sem hitro ugotovil, da imamo slabe nože doma in sem se prvo naučil brušenja, pol kasneje sem si kupil prvi nož, pol me je zmeraj bolj zanimalo, pol sem začel zbirati nože, začel sem se izobraževati glede brušenja. Tudi veliko sem se na primer naučil od ostrega Lukata iz ostrega roba. Jaz sem videl njegovo spletno prodajo in v bistvu on je imel japonske nože, sem pa rekel, mogoče bi pa jaz imel evropske nože, ker mene evropski noži malo bolj zanimajo kot japonski noži, zato ker se mi zdijo malo bolj primerni za našo kuhinjo. Recimo zelo tipičen japonski nož je tale, zelo tipičen evropski nož je pa tale. Razlika med njima je v tem, da japonski noži imajo veliko bolj trše jeklo, so pa zaradi tega zelo bolj krhki. To pomeni, da moraš biti zelo previden, kaj režeš z njim. Evropski noži so pa veliko bolj robustni, zaradi tega, ker je jeklo mehkejše, ima veliko večjo moč. Tako da v bistvu lahko bolj sproščeno režeš, lahko tudi greš čez kakšen hrustanc brez problema. Večjo svobodo ti omogoča pri rezanju, to pomeni, da lahko si bolj agresiven, hitrejš lahko delaš, manj lahko paziš. Tudi, na primer, evropski noži imajo veliko večjo krivuljo, to pomeni, da lahko nož bolj guncaš, kar je za evropski stil kuhanja je bolj naravno. Je pa tako, pri japonskem nožu je občutek ostrine večji, zaradi tega, ker so rezila tanjša. Ima zaradi tega občutek, da je nož bolj oster. Je pa zaradi tega bolj občutljiv na zlorabe. Evropski noži so tako narejeni, da je rezilo gre do konca ročaja, to je full tank, to pomeni, da je nož načeloma ga zelo težko uničiš. Kar pa pri japonskem nožu je pa to samo nasajeno v en košček lesa. In v bistvu, če si zelo agresiven na ročaju, lahko to hitro odlomaš, plus tega, da ga ne moreš prati po novem stroju, če bi ga hotel. Ti, ko pritiskaš silo, se ta del ukrivi eno v eno smer, eno v drugo smer. To je edge roll se reče. In zaradi tega nož ni več oster. To je tako kot papir. Papir, ki je raven, se boš orezal, ki ga mehna zmečka, se ne boš več orezal. Isto je tukaj. In potem vzameš štrajker, gradilo, in se nož poravna. In nož je spet poravnan in je zaradi tega oster, ne zaradi tega, ker bi izgubil ostrino, ampak zaradi tega, ker se zvija. Pri japonskem se to ne zgodi toliko, ker je trši nož, se pa hitreje okruši zaradi tega. Razlika med dragim pa, ta recimo nož je okoli 30 evrov, ta nož je blizu 200 evrov. Razlika med njima je v tem, da velike je estetske vrednosti. Dosti dodane vrednosti pri nožu da estetska vrednost. Pol je izbira materiala, pa tudi nekaj geometrija, na način izdelave. Zdaj, več kot je robotizirana izdelava, ali pa strojna, cenejši je nož. Kako naj skrbimo za svoje nože, da jih ohranimo ostre? Kaj naj skrbimo? Kot prvo, se nožev ne meče, to pomeni, se ga navrže v lijak. Če se ga že more prati v pomivalnem stroju, se ga pere tako, da se ne dotika kovine ali pa keramike. To pomeni, da je postavljen na plastiko ali pa da se ne premika. Evropske nože, ki imajo mehkejša jekla, je potrebno vzdrževati na štrajkarju. To pomeni, da po vsaki večji uporabi ga je treba dati štrajkar. Lahko se uporablja tudi strop, to je tak pas, in se na pasu to naredi, če nimate štrajkarja. To je kromirana palica, ki ima zarezice in v bistvu je trši material, kakor je nož. In zaradi tega, ker je trši, v bistvu se ta material upogne temu. Po teoriji bi mogel temu biti. Tu je noter magnet, zato da vse teli
drobci, ko letijo iz noža dol, se ujamejo, da ne gre na primer v hrano. Zdaj ti vzroč tudi brusiš noža, ne? Tako, ja. Se pravi, na primer, čem potem brusiš, če ti pač pošljajo uporabniki? Odvisno od stranke. Če stranka pripravljena plačati, brusim na kamnih. Začnem na diamantnih platah, ki so bolj grobe, zato sem hitrejši in zaključam na vodnih kamnih. Drugače pa brušim na strojno, da je pa pometno mašinca. Koliko nožev pa je na primer priporočljivo, da ima eno gospodinjstvo? Ja, tako na splošno se uporabljajo 3 noži. Mislim, tako splošno pravilo. Ni to zdaj v bistvu zabetoniran. Teoretično se uporablja tako en kuharjev nož, to je tole, pa en majhen nožek za lupljenje ali pa za hitro popravo hrane, pa imaš pa še nož za kruh, s katerim se nareže samo kruha, ampak tudi na splošno je rezilo žagcev namenjeno za živila, ki imajo trdo zunanjost pa mehko notranjost. To pomeni vsi agrumi, paradižniki, to naj bi se vse rezali žagcev. In te 3 noži naj bi bili kao dovolj za kuhinjo. Zdaj pa tako. Zdaj pa, če nekateri imajo zelo radi ribe, če veliko ribe pripravljaš, je zelo priporočljivo imeti tudi en filerni nož, da lahko sfiliraš ribo. Pa so pa specializirani noži. To ne pomeni, da smo z enim kuharjevim nožem tega ne bi mogli narediti, samo je mogoče z unim malo lažji. Je pa tudi, če si ti noža navajen, je mogoče celo lažje delati z njim, kot pa z enim nožem, ki je bil narejen za to določeno obdobje. Tako da več nožev še ne pomeni, da boš zdaj lažje delal. In mogoče tisti nož, ki si ga navajen, pa da je v dobrem stanju, veliko več vreden, kot pa 10 nožev skupaj. Zdaj bomo nabrusali nož na roke, na diamantne plate. Koliko časa pa priporočaš brušenje nožev? Odvisno, kako vzdržuješ na štrajkerju. Zdaj, če na štrajkerju znaš lepo vzdrževati, lahko ti traja zelo dolg časa. Če pa ne znaš štrajker, na primer, jaz svoje nože brusam enkrat na leto. Bomo šli z grobe na medium. Dokler ne zbrusaš določeno število nožev, ti ne bo šlo, pa ti lahko nekdo pokaže, pa ne bo šlo. Ti čutiš, ko se nož uleže na kamen, boš čutiti kot. To pomeni, jaz ne vem, koliko je kot klele, samo če bi šel zdaj mer, bi bilo 15-16 stopinj. Zato, ker imam že roko tako navajeno, da avtomatsko se tako uleže, plus tega, da se prilagodi nožu. In v bistvu, če ti ne pritiskaš, jaz zelo malo pritiskam brez roko. Zato, ker zelo malo pritiskam, pustim nožu, da ga potuje sam. In ko potuje sam, gre po takem kotu, ki je že bil ustvarjen in lepo teče. Le življenje je lepše s tabo v njem, pes še vedno laje in jaz še zmeraj pišem pesem to. Le kdaj nazadnje bilo mi je tako.